Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Ognjišče. Na binkoštni praznik bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Jurija na Ptuju. Maševal bo župnik minorit Andrej Finguš. Pri maši jim bosta sodelovala Ptujski mladinski zbor in orkester. Dirigirala bo Špela Brumen. Za našega pokojnega Slavka Valenka bomo obhajali to sveto daritev, združimo se z našimi rajnimi in skupaj z njimi darujmo. Pozdravljam tudi poslušalce na radijskih sprejemnikih in želim, da skupaj z nami obhajate in slavite Gospoda na današnji binkoštni dan. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.
kaj mi ima povedati, kaj je tisto, kar se sme dotakniti mojega srca in dražiti moj razum. S čim stopam pred Gospoda in koliko je v meni odprtosti. Priznajmo tudi, da ni vse tako, kot bi moralo biti, in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah. Ljubim te in te častim.
Molimo. Sveti Bog, po binkošnih skrivnostih posvečuješ svojo cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošli Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih tisto delo ljubezni, ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja tvoje blagovesti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkošni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, Pontu in Aziji, Frigiji in Pamfliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj. Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vse jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. To je Božja beseda.
berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem Duhu. Različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje duha v korist vseh. Kdor, kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi pri Kristusu. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Na zadnji veliki dan šotorskega praznika je Jezus stal in zaklical: Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. To je namreč govoril o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, ki bodo sprejeli verovan. Duh namreč še ni prišel, ker Jezus še ni bil poveličan. To je Kristusov evangelij. Sestre in bratje, tukaj v cerkvi, prijateljskih sprejemnikih, ponujam eno izmed možnih razlag tega praznika in evangeljskega besedila, kakor beril. Vsakega od nas pa duh nagovarja, kakor hoče, ker veje, kjer hoče in kdo smo mi, da bi mu to na kakršenkoli način omejevali ali narekovali, in smo vedno tudi na nek način nagnjeni k temu. To je dajanje svobode. To je tisto, ko človeka sprejemam takšnega, kot je. Praznik Binkošti je praznik odprtosti, je praznik poslušanja. In včasih se mi zdi, da ta praznik nekako zahaja in se skriva za vsemi ostalimi, mogoče je to v naravi duha. In vendar je naša naloga,
da mu damo pozornost. Zakaj je temu tako mogoče? Ker je poslušati dejansko zahtevno. In njegovo delovanje terja celega človeka. Hoja z Gospodom ni nedeljski sprehodek in človek, ki zori, tudi trpi. Danes smo v Berilju in Evangeliju slišali, kako duh deluje. In prav zanimivo mi je, kako je Cerkev izbrala ta svetopisemska besedila. Najprej tisti, ki slišijo. Tisti iz vseh mogočih krajev, Parti, Medici, Elamci in ne vem, iz Mezopotamije in karkoli je našteto, slišijo en glas, čutijo, zaznavajo. Ljudje smo tankočutna bitja. Mi se včasih trudimo drugega malo varati ali pa predstavljati resnico drugače, kot je točno, in uporabljamo neke pol resnice, a naš občutek je jasen. In praznik te jasnosti je praznik poslušanja, je praznik Svetega Duha. Nikdar ne podcenjujemo tega, kar človek nosi v sebi. In Bog nas je ustvaril zelo dovzetne. In zato so bili vsi tisti, ki so tam apostole poslušali, kateri so bili odprti za njihove besede, zmožni dojeti. In se čudijo, kako to. In dejansko se človek najde včasih v situaciji, ko se čudi, pa vse sem vedel, vse sem čutil. In potem, ko se sprijaznimo s tem delovanjem Svetega Duha, se dostikrat zgodi to, da mu ugovarjamo, kar sem mu vodoma dejal. Tega ne bi. Jaz bi to malo po svoje zvil. A glas, ki ga Gospod v nas polaga, je vztrajen. Neprestan. Lahko ga zadušim za nekaj časa, pa se bo pojavil drugje. To je tisti šepet, ki ga ni možno utišati. To ni razbijanje, a vendar je jasno. In tako deluje Duh po vseh nas in hkrati v celoti tega, kar smo. Zato pravi apostol Pavel, ko piše Korinčanom, da so različne službe, Gospod pa je isti. In da ima telo mnogo udov. Ti deluješ na tak način, jaz na tak način, in samo v poslušanju in sožitju tega poslušanja bova našla pot. In to je tista pot, ki je prava, ki je resnična. Tista pot, ki osrečuje, ki izpolnjuje. Dejavnik tega je vedno mir. Duh je tisti, ki prinaša mir. Včasih se sprašujemo, kaj je zdaj prav in kaj ni, kaj je točno mišljeno, pa Gospod govori malo bolj jasno, pa včasih se mi zdi to ali pa ono. Imamo še en indikator v sebi. Kot eno zelo tankočutno orodje, ki zaznava mir ali pa ravno obratno. Sem miren z tem, kar živim, za kar se odločam, kaj govorim. Ali mi telo spregovori? Izzivam bolezni. Delam proti sebi. Poslušam Duha. Ali ni tega poguma. In potrebujem te, draga sestra in brat, ker Duh ne deluje samo po meni. Tudi zame ne deluje samo po meni. To je tista skupnost cerkve, ki jo dostikrat ponižamo na nivo tistih, ki se pač zbirajo pri nekem bogoslužju in tu in tam pridejo v cerkev. Ne. Cerkev je sočutenje, spoznavanj, ki jih Duh polaga med nas vse in predpostavlja poslušnost in pripravljenost sodelovanja tistih, ki želijo biti njegovi. In s tem glasom prinašamo ta mir. Hrepenimo po njem, ker samo on omogoča rast ljubezni. Ker hrepenimo po večnosti,
ker je tudi to del tega, kar je v nas položeno in kar Sveti Duh vedno znova nagovarja, hrepenimo tudi po ljubezni. In kadar piše apostol Pavel Korinčanom, piše o neminljivosti ljubezni. Ljubezen nikoli ne mine. Vse bo prešlo. Za vse, kar si prizadevamo, vse, kar gradimo, vse, kar ustvarjamo, vse, kar se kakorkoli tukaj na zemlji šteje za nekaj vredno, bo minilo, razen ljubezni. Ne morem besede zaobjeti širino binkošnjega praznika. A vem, da je to praznik sožitja med nama in da je to praznik širine, praznik poslušnosti, praznik miru. In verjetno bi mogel še dolgo naštevati te razne pridevnike, pa ne bi opisal niti podrazno. Svetega Duha ni mogoče omejiti, ne opisati, ne določiti. Samo živi pa ga. Amen. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju pisma, in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Predrage sestre in bratje, po svojem ljubljenem sinu nam je Bog podaril Svetega Duha, da bi bili pričevalci njegove ljubezni. Prosimo ga. Po Svetem Duhu bediš nad svojimi služabniki, podari pastirjem cerkve moč, da bodo z vso srčnostjo oznanjali blagovest odrešenja. Prosimo te, usliši nas. Duhovnikom si dal oblast odpuščati grehe, naj ponižno in zaupno prejemamo zakrament odpuščanja. Prosimo te, usliši nas. Učiteljem, vzgojiteljem in katehetom daješ, da širijo znanja in utrjujejo vero. Naj z zglednim življenjem v učencih prebujajo željo po izpolnjevanju. Prosimo te, usliši nas. Pri sveti birmi postanemo kristjani, Kristusovi pričevalci, naj nam neuspehi in porazi ne vzamejo volje za opravljanje te naloge. Prosimo te, usliši nas. Vsem, ki vztrajajo v tvoji ljubezni, si obljubil venec življenja, podari rajnim polnost svoje sreče. Prosimo te, usliši nas. Trojedini Bog, apostoli so z Božjo materjo enodušno vztrajali v molitvi in prejeli Svetega Duha. Pošlji tudi nam moč Svetega Duha, ki vse preustvarja po Kristusu našem Gospodu.
vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Oče, prosimo te, izpolni obljubo svojega Sina. Sveti Duh naj nas razsvetljuje, da bomo bolje razumeli skrivnost evharistične daritve in vedno globlje spoznavali vso resnico po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvihiško srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, danes si dovršil velikonočno skrivnost odrešenja, danes si poslal svetega Duha vsem, ki si jih po veri pridružil svojemu vstalemu Sinu in jih sprejel za posinovljene otroke. Tvoj sveti Duh je ob začetku cerkve dal vsem narodom spoznati tebe, pravega Boga, in zedinil v različnih jezikih v izpovedovanju ene vere. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi pojemo. Tvoji vedko mar
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko si poslal Svetega Duha, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš sami. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Povezani v Svetem Duhu zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodu mir, bodi vedno z vami. Tukaj od oltarja prejmite Gospodu mir.
Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor bo užival ta kruh, bo živel vekomaj.
molimo. Bog naš Oče, svoji cerkvi si podelil nebeške darove. Varuj nas milost, ki si jo dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala in ta duhovna hrana uresničevala Tvoje odrešenje. Po Kristusu našem Gospodu. Praznujte, ljubljeni otroci, tistega ste, ki vam pošilja duha modrosti, umnosti, vednosti in moči in vsega, kar potrebujete za življenje, da delate dobro. Gospod z vami. Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars, prvega programa in Radia Ognjišče. Na binkoštni praznik smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Jurija na Ptuju. Maševal je župnik minorit Andrej Finguš. Pri maši sta sodelovala Ptujski mladinski zbor in orkester. Dirigirala je Špela Brumen. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Maribor. Darko Kukovič, Gašper Zemljič in Smiljan Grajf. Želimo vam
Lepo nedeljo.